Ampak ena resnica pa drži, ne? Drugič grem po klanc dol. Stavlji si, da je danes -4. Če je -4, je fino, ker se sprehajaš, pa ni tako hudo, jaz se vedno s tem to lažem. Pa če bi to poletje delal pri +30 avgusta, to pa je mečkam bolj naporno. Zdaj bi rekla moja kolegica Sabina, dej, a gremo na Jakoba, ti še zmeraj namaraš gor. To hribi ne potegnajo, pa tole je pa taka fajna aktivnost, ki imaš en tak dober cilj, usvojiti neki. Pa v tole jamo, ki grem danes, res zelo redko tavhamo, lik zaradi te logistike, ker je kar nekaj za znositi, poj pa tako sameva, ne. Zdaj, kaj pa point te jame, je pa to, da je ogromno človeških ribic, pa to še ni najbolj, ampak tam po nekaj časa plavanja priješ do tako imenovanega vodnaka. Vodnak je nekaj v bistvu korov, in se z njega spustiš iz 12 metrov dol potem imaš pa en tak ozek prehod, prideš čez, na drugi strani se začne jama spet dvigovati. Tak fantastičen jamski del, res je doživetje, no. Jama je tudi kar dosti zahtevna, nikakor ni za začetnike, vidljivost je vedno mečkam bolj slaba. To je, da jama je izredno razgibana, se pravi levo, desno, gor, dol, ravno ta zahtevnost jame pa da pompoznost oziroma zanimivost. Privlač, če bi bil sam raven rov, je tako kot ravno avtocesto pelat, ne, dolg čas počas vstane. Jaz sem pa par streljajev preč od jame in te pričaka zaledenev del in že gruntaš, ko boš mogel let zbijati in narediti še spotam ice diving, na kar pa pol v bistvu gotoviš, da ni tako hudo, tam od zadej pa vidiš nezaledenev del, vhod v jamo.